prebranih celicah se bomo odpravili slabo stoletje nazaj. Takrat so sredi divjine severovzhodne Amerike so se dogodili nenavadni pripetljaji, o katerih bosta več povedala Brita in Rok. Brita živjo. Tale knjiga se začne s selitvijo glavnih junakov iz mesta v grobo okolje divjine. Kako so to spremembo doživeli Eli in kako člani njene družine? Ja, mislim, da je Eli to spremembo doživela kar v redu. Veliko se je učila iz narave. Po drugi strani pa njena mama in njena starejša sestra Ester sta to spremembo doživljali veliko težje. Pogrešali sta mesto, njena mama je bila tam tudi učiteljica glasbe. Da pa bi bila sprememba še težja, pa se je na začetku zgodila tudi nesreča. Kaj se je zgodilo? Ja, Elijinemu očetu se je podrlo drevo na glavo in ga potisnilo v komo. No in potem so vsi skrbeli za očeta. Eli ga je najbolj želela zbuditi. Kaj vse je poskusila, da bi očeta spravila iz kome? Najprej je očetu na glavo zlila vedro mrzle vode, saj je tako uspelo oživeti majhnega psička. Dala mu je tudi napoj iz rečne vode in zdravilnih rastlin. Na koncu pa mu je pripeljala še 2 čebeli, ki sta ga pičili. Ja, tale knjiga je res polna zabavnih zgodb. Mene je povsem posrkala vase, povprašajva pa še, kako jo je doživel prevajalec knjige Jaka Bulc. Jaka, pozdravljen. Kakšen je bil vaš prvi odziv na tole knjigo? Živijo. S knjigo sem se prvič srečal, ko mi je urednica poslala e-mail in me vprašala, a bi jo bil pripravljen prevesti. Mi je pa takoj padla v oči kot zelo berljiva knjiga in tudi kot prevajalca me je zanimalo, kako se bo na koncu razpletla. Zanimiva mi je bila tudi lokacijska komponenta, ki je poleg časovne poskrbela, da je bila knjiga mogoče malo nekonvencionalna za svoj žanr. Hvala, Jaka. Brita, hvala ti za ta pogovor, da sva se takole povezala in pogovarjala o tejle knjigi Gora odmevov. No, sedaj pa vračava besedo v studio, kjer bo kmalu odmevalo Juševo vprašanje. No, tu je res vprašanje. Dobro, poslušajte. Kako razmišlja Eli, ko išče rešitve za svojega očeta? A. Povsem naključno išče možne rešitve brez logičnega sklepanja. B. Pomisli na rešitve, ki so jih v podobnih razmerah uporabili drugi ljudje. C. Rešitve išče na podlagi lastnih preteklih izkušenj. Ali D. Da bi našla rešitve, raziskuje, kaj je narobe z očetom. Dvakrat smo dobili odgovor C. Preverimo, če ste dobro poslušali. Ja, Eli se predano trudi zbuditi očeta iz kome, Brita pa pojasni, da Eli uporablja vedro mrzle vode, saj je tako nekoč že uspelo zbuditi majhnega psička. Pravilen je torej res odgovor C, ki je prinesel 5 točk obema ekipama!